Hvala vsem, da ste prišli. Zelo mi je v veliko veselje vas videti. Tiste, ki vas poznam, tiste, ki vas ne poznam, res hvala za to pozornost. Jaz sem vedno kar precej v tremi, kadar pridem v Ljubljano in predavam pred domačim občinstvom. Ta upam, da se bo počasi razblinila, še posebej je pa tukaj zelo zanimivo dejstvo to, da sem to knjigo napisala v bistvu v enem zamahu v zadnjih 6 mesecih leta 2021 v času pandemične krize in v drugojezičnem okolju. Se pravi, včeraj sem v bistvu ugotovila, da v tej knjigi v slovenščini pravzaprav še nikoli nisem govorila. Govorila sem seveda z Igorjem Štromajerjem, mojim partnerjem, ki je bil njen prvi bralec, ampak drugače ta knjiga pravzaprav ni pregovorjena v slovenskem jeziku. Bila je napisana, ne pa pregovorjena. Najprej bi se rada zahvalila dejansko fantastični ekipi in ljudem, ki so stali tej knjigi ob strani. Gregorju Modru kot uredniku, meni je bilo veliko veselje delati s tabo in z branjem in tako naprej. Skratka, ta proces je bil zelo ustvarjalen in v zadnjih mesecih smo potem tudi z drugimi kolegicami in kolegi preučili tudi mnoge pojme, prevode pojmov, zato ker knjiga ima neko jasno teoretsko ozadje, nanaša se na pisanje iz dekolonialne, feministične teorije in se na nek način smo želeli, da se to odraža tudi v jeziku same knjige, kako uporabljamo pojme, kako jih prevajamo in tako naprej. Potem bi se rada zahvalila bivšemu uredniku te zbirke in direktorju Maske Janezu Janši, ki ga danes ni z nami, ampak njegovo povabilo k pisanju knjige je bil tudi nek sprožilec. Jaz priznam, da sem tisti avtor, ki zelo dobro dela pod rokom za oddajo. To me nekako pripravi do tega. In to je bil nek impuls, da sem rekla, da bom to knjigo napisala. Zakaj ta knjiga ni nastala iz nekega klasičnega akademskega dela? Namreč tekst te knjige ni bil še objavljen. To niso bili prejšnji članki, ampak dejansko sem res hotela ta problem skrbi in življenja umetnosti, o katerem bom kasneje malce bolj govorila, izpisati pravzaprav. Potem druga odločitev za to knjigo, in da jo napišem tudi v slovenskem jeziku, je bil nek odgovor na neko dejstvo, ki me je v zadnjih 10 letih kar malce ziritiralo, če tako rečem, da sem v Ljubljano in pa v Slovenijo prihajala predavati v angleškem jeziku 10 let, samo v mednarodna okolja, kar seveda zelo veliko govori tudi o spremenjenih in oteženih kontekstih produkcije umetnosti. In mislim, da je bilo edino predavanje v slovenščini v Rastlinjaku, ki ga je organiziral Zavod Cona leta 2019. In to povabilo Maske sem tudi razumela kot nek izziv, da pravzaprav napišem knjigo v svojem jeziku in se na ta način v bistvu tudi povežem z prostorom, ki ga včasih tudi zelo pogrešam. Hkrati sem v procesu pisanja knjige rada bi se zahvalila še posebej Suzani Koncud, ker je v tem zadnjem finalnem obdobju zelo pomagala pri premisleku nekaterih pojmov, ki smo jih uporabljali v knjigi. Potem sem izjemno vesela in počaščena, da je Simona Semenič sprejela to povabilo in napisala spremno besedo. Nekako sem razumela to povabilo in pa ta odziv Simone Semenič za pisanje spremne besede kot odraz, če lahko temu rečem, ker v tem knjigi tudi pišem, neke kozmopolitične sorodnosti, ki so zelo pomembne, kadar govorimo o teh problemih. In pa tudi pri obravnavi nekaterih pojmov in tako naprej, moja zahvala gre prevajalcu te knjige v angleščini, ki je pravzaprav prevod je nastajal pravzaprav hkrati z čiščenjem in dokončevanjem slovenskega dela knjige Urbanu Belini,
ki je s svojim natančnim branjem in prevajanjem tudi prinesel zelo veliko koristnih opomb in videl nekaj, kar še sama nisem videla, tako da Urban, ti si nekje tukaj, zelo ti hvala za to delo skupno. No, zahvala je pa tudi zelo abstraktna, gre v bistvu, zahvala je zelo močna tudi, gre mojemu sinu in pa mojemu vrtu, ker ste me naučila zelo veliko o teh kompleksnih črtah skrbi in pa številnim študentkam in študentom inštituta, na katerem poučujem, kajti ta knjiga je nastala kot začetek te knjige je bil, v bistvu sta bila 2 seminarja o skrbi, ki sem jih naredila v letu 2020 in 2021 in pravzaprav sta izjemno po nekem naključju padla tudi v samo pandemično obdobje in v samo zavedanje oziroma v zasveščanje tudi, kako je ta pojem skrbi kompleksen in problematičen v sodobnem svetu. In te diskusije z mojimi študenti, mislim, da odzvanjajo v tej knjigi zelo, na nek način so ti glasovi tudi zelo prisotni. Zdaj, gremo malce k knjigi. Vem, da je to zelo težka naloga, zato ker po eni strani bi vam zdaj morala predstaviti knjigo na tak način, da je ne bi bilo treba prebrati. Ampak ne vem, če bom to zmogla, tako da jaz sem razmišljala, kako narediti to predstavitev in v bistvu bom govorila res o razlogih, zakaj ta tema, kako sem pravzaprav prišla do te teme in pa kako pravzaprav razumem ta trikotnik življenja, umetnosti in skrbi. In na kak način bi lahko to zajelo, tako da in vam potem predstavljam mogoče nekatere teme, nekatera poglavja v tej knjigi, tako da boste videli tudi, kako konkretno potem pletem nekatere analize v sami knjigi. Zdaj, o skrbi lahko razmišljamo na 2 načina in v knjigi sta tudi so različne prispodobe, na kak način pravzaprav lahko razumemo skrb. Pišemo o skrbi kot o črti, pišemo o skrbi kot o hrupu v ozadju, pišemo o skrbi kot o čebuli, pišemo o skrbi kot rešilni vrvi in tako naprej. In jaz bom vstopila v to predstavitev knjige skozi ta 2 pojma rešilna vrv in čebula. Zato, ker skrb je tisti pojem, ki ga jaz uvajam v svojo knjigo kot pojem, s katerim skušam na novo premisliti oziroma razumeti zelo kompleksno razmerje med umetnostjo in življenjem danes. In tukaj me vodi delo feministične teoretičarke Sare Ahmed, ki govori o tem, da se skrb lahko opiše tudi kot nekakšna rešilna vrv. In pravi, da ta možnost rešilne vrvi ni zgolj podpora in pomoč, kot si ponavadi predstavljamo, ampak vemo, da če nekomu vržemo rešilno vrv, da si tudi sami spodmaknemo tla in da se lahko tudi sami ogrozimo. In ona pravi, da pravzaprav rešilna vrv je tisto, kar nam pokaže, kako se obrniti k težavam, če tudi ta obrat naredi življenje vsaj na začetku bolj težavno. In ta pojem rešilne vrvi me je nekako peljal potem v samo področje umetnosti, ker sem začela razmišljati, da danes, in to je v bistvu ta drugi vstop, zakaj je to knjiga o skrbi v umetnosti, da je danes veliko umetniških kontekstov, bienalov, razstav, festivalov, tudi umetniških praks, opisovanja, sodelovanja in tako naprej, da veliko teh umetniških kontekstov v mednarodnem okolju v zadnjih 10 letih uporablja besedo skrb. In da se skrb znajde tako v naslovih teh dogodkov, oziroma se nekako artikulira kot neka politična praksa, s katero se ustvarjajo nekakšne drugačne vrednosti. In jaz sem tako malo obseden zbiralec teh nelagodij v umetnosti, kadar se nek pojem začne pretirano pojavljati, takrat začnem jaz tudi o njem razmišljati. In podobno je bilo s tem pojmem dela in sodelovanja, s katerim sem se bolj ukvarjala v Umetniku na delu. In zdaj sem se hotela ukvarjati s skrbjo in v bistvu razmišljati o tem, zakaj ima umetnost to potrebo, da se artikulira skozi skrb. In tukaj seveda takoj zadenemo na neznansko količino problemov,
Namreč, kot vemo, tudi sama skrb, če rečemo, kaj je skrb, na to vprašanje ne moramo enoznačno odgovoriti. Vemo, da nas lahko o stanju sveta samo skrbi, ne naredimo pa nič. Vemo, da nas skrbi lahko težijo. Vemo, da nas vsakodnevna skrb lahko dejansko spremeni način našega življenja. Vemo, da skrb ni nekaj singularnega, ampak je to, kar izhaja iz odvisnosti človekovega življenja. Po drugi strani pa vemo tudi, da je skrb lahko zelo hitro nasilna in da so te serije odvisnosti, ki so sicer naše ontološke odvisnosti, lahko hitro znotraj skrbi spremenjene v hierarhije in privilegije skrbi. In ravno zaradi te kompleksnega pojma skrbi me je zanimalo, kako potem vse te dimenzije skrbi odzvanjajo v umetnosti in kaj se pravzaprav dogaja z umetnostjo, kadar se na svet oziroma na težave tega sveta nanaša skozi skrb. A se dejansko spremenijo načini procesov dela v umetnosti, a se spremenijo njeni pogoji, kaj je z kroženjem vrednosti v umetnosti in tako naprej. In tukaj sem potem prišla do tega pojma življenja umetnosti, da pravzaprav, kadar govorimo o skrbi in če dejansko mislimo skrb skozi neko radikalno feministično perspektivo, ki neprestano demistificira skrb, potem na nek način govorimo tudi o nekem izumljanju življenja umetnosti, da umetnost nekako obstaja in je med nami na drugačen način. In zdaj tukaj pridemo do te rešilne vrvi, da nam kratko vržemo rešilno vrv, se nam pravzaprav spodmaknejo tla, lahko dejansko spremenimo in na nek način spodnesemo tudi lastno eksistenco in samo na tak način se pravzaprav lahko obrnemo k tistemu, ki je v težavah. Drugi pojem, ki ga tudi uporabimo v knjigi, v drugem delu govorim o skrbi kot o čebuli. Mogoče bi lahko zdaj kakšno čebulo tudi samo prinesla, ampak pišem o tem, kako je skrb kot nekakšna čebula. Tukaj me vodi pesem Adrienne Rich, ki je tudi o tem pisala, o razmerju med čebulo in solzami in lupnjenjem čebule. In čebula, zdaj, ko sem se tako malce pripravljala na to predstavitev in se pravzaprav soočala s tem, kaj sem pravzaprav naredila, sem potem razmišljala, da čebula je v bistvu neka metoda te knjige tudi, zato ker čebulo, vemo, bolj ko jo lupimo, bolj nas pečejo oči in bolj ko nas pečejo oči, bolj moramo prezračiti prostor in potem jo lupimo naprej. Vse jaz tako delam, zelo rada okno odpiram, kadar lupim čebulo. In potem sem razmišljala, kaj če je skrb tudi nekaj takega kot nekakšna čebula, da bolj ko jo lupimo, bolj nas pravzaprav pečejo oči. Bolj smo v bistvu soočeni z neznansko kontradiktornostjo njenih pomenov in potem moramo prezračiti prostor. In na ta način sem rekla, da pravzaprav skrb v moji knjigi nastopa skozi pekoče oči in prezračevanje na ta način, da po eni strani naredim neko analizo in kritiko prilaščanja skrbi v diskurzih umetnosti, v ekonomiji umetnosti in tako naprej, da dejansko skušam razgrniti to nelagodje, ki ga lahko imamo s skrbjo, ki ga lahko imamo z angažirano umetnostjo, s politično umetnostjo in tako naprej, ki jo skrbijo klimatski pogoji, nesorazmerja med ljudmi, migracije in tako naprej. Vse te teme potem pridejo, rasizem, vse te teme pridejo tudi v knjigi do izraza. Se pravi, na eni strani imamo to nelagodje, ampak na drugi strani se pa skrbi ne moramo izogniti. Se pravi, na drugi strani sem pa skušala pravzaprav to sobo prezračiti in na nek način afirmirati skrb, afirmirati jo skozi zelo posebno teoretsko perspektivo, ki je perspektiva dekolonialnih feministk in marksističnih feministk. Se pravi, da je ta teoretska linija, skozi katero peljem knjigo, je zelo povezana z delom feminističnih mislic, ki so se ukvarjale s skrbjo in pa z etiko skrbi od 70 let naprej. In ki so razvile izjemno zanimivo teorijo skrbi, ki je globoko sama v sebi kontradiktorna in neprestano demistificira idealizacijo in romantizacijo skrbi znotraj lastnih vrst. Se pravi, mene ne zanima narediti kritiko skrbi iz neke objektivne pozicije. Poglejte, kako je tle
vse apropriirano, kako moraliziramo, ker se mi zdi, da nam ta kritika nič ne prinese, ampak da dejansko delamo kritiko znotraj lastnih vrst, se pravi, feministke nam pokažejo, da je skrb nekaj, kar zahteva neprestano invencijo. In neprestano invencijo novih praks, skupnostnih praks, sonanašanja, soodnosnosti in tako naprej. Ne? In po drugi strani je pa seveda skrb nekaj, kar je tudi del vsakodnevnega življenja, repeticije, reprodukcije in vsi vemo, kako je skrb lahko tudi zelo hitro esencializirana, ne? Da je pripisana nekaterim, katerim skrb bolj pripada. Ne? In s tem so se feministične mislice zelo ukvarjale, ko so pisale o tem, kako je pravzaprav skrbno delo esencializirano skozi ženski spol. Tako da ta čebula je v bistvu neka metoda, kako sem knjigo umestila med te kritične diskurze v skrbi v umetnosti, kjer skušam pokazati, kako skrb ostane kot neko retorično orožje, ki doda razne vrednosti umetnosti, se pravi, da gremo na nek angažiran bienale in gledamo umetnost, ki se ukvarja z migracijami, z izjemno problematičnimi stanji tega sveta, ekstrakcijo, odnosom do klimatskih sprememb in tako naprej. Na drugi strani in se kaže potem kot neka dodatna vrednost, bolj čutno, afektivno in naravnane progresivnosti in neprestanega proizvajanja angažmaja. Na drugi strani imamo pa to skrb, ki si pa ne moramo odreči, se pravi, ki pa je tako bistvena za vitalno tkanino življenja, ki je tako bistvena za naše življenje in tudi za načine, kako delamo umetnost, da si pravzaprav ne moramo odpovedati. In to me je pravzaprav vodilo v knjigi, ker sem potem razmišljala o različnih umetniških delih, o različnih umetniških procesih, kako pravzaprav lahko analiziramo te različne paradokse in neprestano me je preganjala v bistvu ta čebula in ta pekoča snov lupljenja skrbi. Zdaj, še malo mogoče o ozadju te knjige. Rekla sem, da sem začela s tem nelagodjem, ki sem ga pač čutila in dejansko je to res tudi način, na kak način sem hotela pisati, kako naj rečem, da nisem zamolčala tega svojega nelagodja, ampak da sem skozi to nelagodje dejansko začela pisati o stvareh, ki so mogoče izjemno politično angažirane, ki imajo izjemno dober namen, pa vendarle proizvajajo neko telesno nelagodje. Čist konkreten primer v 3. poglavju knjige, kjer pravzaprav pletem neke črte skrbi skozi različna polja, umetniška dela in tako naprej. Govorim na primer o delu Centra za politično lepoto, kolektiva iz Nemčije, ki je naredil leta 2015 tisto znamenito akcijo, ko so begunci prihajali v Evropo in so potem naredili akcijo Mrtvi prihajajo in v tej akciji pripeljali trupla umrlih beguncev k njihovim sorodnikom, da so jih lahko dostojno pokopali, zraven pa naredili še tako spektakelsko akcijo pred nemškim parlamentom. In ta akcija je imela izjemen odziv, naprimer v Nemčiji, tudi veliko je bilo v njej v medijih in tako naprej. In naprimer to je eden od primerov, ki ga analiziram skozi to nelagodje, saj govorim o tem, da zame je nepredstavljivo, kako, sploh če se z neko časovno distanco vrneš na ta projekt in gledaš dokumentacijo tega projekta, kako teze o radikalnosti umetnosti, ki so bile takrat objavljene v vseh medijih, Centra za politično lepoto, novinarji, pa tudi teoretiki in tako naprej. In Center za politično lepoto ima en homepage, kjer so potem te teze navedene, to je najbolj radikalno umetniško delo in tako naprej, zraven so pa slike teh pogrebov. In zame je ta trg teh realnosti neznosen. In jaz sem hotela v bistvu razmišljati, zakaj je tako neznosen, kaj se tle dogaja, kaj nam tle pravzaprav ta skrb pove. In tukaj imamo neko tezo, ki gre potem skozi celotno knjigo, ki jo danes težko predstavim, ampak zanimalo me je, ali ni ta čas, v katerem smo, ta svet v težavah, od klimatskih do
izjemne neenakosti, do izjemnega razlaščanja življenjskih okolij, uničevanja življenjskih okolij, ta čas ne zahteva neko drugačno razumevanje razmerja med življenjem in umetnostjo. A ni situacija takšna, da pravzaprav ti pojmi, s katerimi smo branili umetnost na okopih 20. stoletja, od avtonomije, svobode, nekako jih moramo na novo premisliti. In to je to, kar pravzaprav tudi počnemo v knjigi skozi vsa ta 3 poglavja, se pravzaprav ukvarjam s tem nelagodjem umetniške svobode in kako pravzaprav misli to nelagodje. In v primeru, na primer, Centra za politično lepoto, kaj je tisto, kar pravzaprav ostane skrito v tem delu, je trgovina za temi telesi. Se pravi, mi ničesar ne zvemo, prvič, ne, lahko je tudi vse simulirano ali ne, ampak to ni po mojem ključno vprašanje, ampak mi ničesar ne zvemo o tej logistiki, trgovini, organizaciji, ki stoji zadaj, in ta logistika, trgovina je popolnoma enaka logistiki in trgovini z vsem, kar se danes dogaja. In tukaj sem jaz potem razmišljala, kako pravzaprav, če resno dejansko vzamemo skrb kot to vitalno tkanino življenja, skrb kot nekaj, kar demistificiramo in kar nikakor nam ne vrne našega privilegija nazaj, kako potem na drugačen način razmišljati o življenju umetnosti. Se pravi, življenje umetnosti, v katero življenje buta, ki jo neprestano spodnaša, pišemo o tem, da prekarna življenja pluskajo v samo umetnost in tukaj se seveda potem v knjigi pomikam zelo blizu pisanju črnskih feministk, dekolonialnih teoretičark, ki so dejansko razvile neko potrebo po drugačni metodologiji, refleksiji, kaj se pravzaprav danes v umetnosti dogaja, kadar umetnost izvržemo oziroma izvzamemo iz te zgodbe o modernosti, iz ostankov kolonialnosti in tako naprej. In ta knjiga na nek način govori tudi o teh problemih, še posebej v 3. delu. Zdaj, malo sem že izgubila čas, ampak upam, da še imam nekaj časa, ne? Ja, malo še, ne? A me še poslušate? V redu, ja. Ker nisem povedala, da sem začela. In zdaj, kaj nam ta feministična dekolonialna teorija tudi prinese? Prinese nam to, da nam omogoča v skrbi razmišljati iz manjšinske perspektive, se pravi iz neke mikropolitične manjšinske perspektive, in skozi to manjšinsko perspektivo potem skušam misliti to razmerje med umetnostjo in življenjem, ki je neprestano nekako spremljalo razvoj umetnosti v 20. stoletju. Spremljalo ga je tako daleč, da je bila smrt umetnosti razglašena že ne vem kolikokrat. To življenje in umetnost sta v 20. stoletju skozi avantgarde, skozi politična gibanja in tako naprej neprestano pravzaprav prespraševala umetnost. A je to še umetnost, a to ni umetnost, se pravi, ne? To je ta temeljna linija. In zdaj ta pojem življenja umetnosti, s katerim sem se res spopadala zelo, ko sem pisala knjigo, kaj pravzaprav hočem z njim, je bil tudi nek odgovor na to zgodovino razmerja med umetnostjo in življenjem. Se pravi, da ne govorimo o koncu umetnosti, da ne govorimo o smrti umetnosti, da ne govorimo ampak da dejansko na nek način afirmiramo potenco, moč umetnosti, se pravi, na kak način pravzaprav umetnost lahko angažira na življenju, mogoče ne na način futurističnih, utopičnih predlogov prihodnosti, ker prihodnost smo pravzaprav že zelo globoko, da ne bomo uporabili kakšne grde besede, prihodnosti pravzaprav ni, sem rekla, ampak to ne pomeni, da nimamo kam iti. Se pravi, to je vers nekega staroselskega pesnika, mladega pesnika, ki pravi o tem, da pravzaprav moramo razmišljati o teh invencijah skrbi, o invencijah odnosov zdaj in tukaj. In tukaj se mi je zdelo zanimivo, da bi o tem tudi razmišljali v umetnosti. Zato me tudi te feministične in dekolonialne avtorice pravzaprav vodijo skozi te opise, analize in razmeri, in to so avtorice od Done Haraway, Sylvie Wynter, Denise Ferreira da Silva, ki je zelo ključna avtorica, ki jo uporablja Ariela Azoulay. To so v bistvu glasovi, ki so se razvili v zadnjih 20 letih, tudi na polju umetnosti
in ki dejansko nekako poskušajo zgraditi neka nova teoretska orodja, s katerimi bi lahko na drugačen način, na bolj vpet, na bolj umeščen način govorili o teh problemih in težavah sveta, s katerimi se danes sooča umetnost. Po drugi strani pa seveda ne gre samo za teoretičarke. Velika večina teh avtoric je aktivist, sodelujejo tudi znotraj procesov umetnosti in ta teorija, na katero se nanašam, je prihaja pravzaprav iz praktičnega delovanja. To so odgovori na praktične vprašanja in to je tudi izjemno zanimivo, kako potem ta teoretski diskurs pride tudi v samo knjigo skozi dejansko ta praktična vprašanja samoorganiziranja, solidarnosti. Naprimer, zelo taka zanimiva tema je solidarnost na temelju neenakosti, se pravi neenakosti. Mi smo zadnjih, tudi sama sem pravzaprav zelo, tudi študente učila zelo veliko skozi Rancièra in The Ignorant Schoolmaster, to je bil kako se reče, nevedni učitelj, to je bil ključni tekst umetniških procesov od leta, ne vem, od konca 90-ih let naprej. Medtem ko ta teoretska perspektiva ponuja nekaj drugega, pravzaprav na nek način malce razmaje to razliko na temelju enakosti in govori o solidarnosti, pravzaprav o solidarnosti na temelju različnosti. In kaj to pomeni? Tukaj na primer, drugo poglavje te knjige se ukvarja zelo veliko s tem problemom feministične solidarnosti, z problemom, kako razmišljamo o procesih sodelovanja, prekarnosti v umetnosti na način, da diferenciramo, da ne govorimo, da nas prekarnost samo druži, da ne ustvarjamo nekih optimističnih vrednosti okrog lastne prekarnosti, ampak da na drugi strani razmišljamo o tem, kako smo v prekarnosti vedno že v neenakem položaju, da gre za zelo različne backgrounde, glede na razredne backgrounde, spolne in tako naprej. Skratka, tukaj je tudi to drugo poglavje se dejansko ukvarja tudi z temi problemi solidarnosti, ki jih na primer bolj konkretno razmislim na primeru avtonomnega centra Rog, kuratorskega dela in še nekaj drugih primerov, ki jih navajam v drugem poglavju te knjige. Zdaj, govorila sem malce o tretjem poglavju, se pravi, tretje poglavje gre skozi te prečne črte skrbi. Razmišljamo o razmerju med umetnostjo in materinstvom in seveda gremo v ta motiv matere, ki žrtvuje ali pa ubije svoje otroke, na kak način ta temeljni klasični problem skrbi matere iz sebe, o katerem piše tudi Judith Butler, in potem v bistvu razmišljam ogromno o teh zelo nenavadnih sorodnostih med različnimi materami in motivi mater v umetnosti. Neka druga linija je odnos umetnosti do migracij, tretja je pa ta problem nelagodja umetniške svobode, ker se dejansko lotim teh vprašanj, ki se danes zastavljajo, kako iz privilegija neke globalne zahodne perspektive, kako je ta privilegij še vedno močan, da lahko ta privilegij vedno govori o drugih, si omogoča igranje s pomeni, in kako potem, če dejansko razmislimo na drugačen način o skrbi, kako moramo pravzaprav v umetnosti spodnesti tudi same sisteme avtorstva, vrednotenja in tudi same govorice o svobodi umetniškega dela. Prvo poglavje je pa tako bolj teoretsko, kjer sem se ukvarjala z mikropolitiko in makropolitiko in skušala razmisliti o tem, kako je nujno, da se vrnemo k mikropolitičnim vprašanjem umetnosti, ampak ne v smislu velikega in malega merila, da zdaj bomo se ukvarjali z majhnimi gestami in tako naprej, ampak da enostavno živimo v svetu, kjer če ne bomo, kako naj rečem, neprestano izumljali vsakdanjega življenja, skupnosti in soodnosnosti, potem teh problemov ne da ne bomo rešili, ne bomo znali z njimi niti ravnati. In ta mikropolitična dimenzija v umetnosti me zanima tudi, ker je zelo del te dekolonialnega feminističnega branja umetnosti. Tukaj me spremlja ena avtorica, ki jo že dolgo berem, ki jo tudi
kar nekaj njenih tekstov je prevedenih, mislim, da v slovenščino bilo že v 90-ih letih. Mislim, da je njeno delo prva v Slovenijo prinesla Marina Gršinič, Sueli Rovnik. In tukaj se vračam pravzaprav k Sueli Rovnik in nekim njenim tekstom, kjer govori o tem, na kak način je pravzaprav umetnost politična v izjemno zapletenih političnih razmerah. Ne? In tukaj sem se soočala tudi s tem odgovorom na vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja, naprimer tudi konkretno v kulturno-političnih premikih, v katerih živimo, v Sloveniji, pa tudi v drugih državah, še posebej na Evropskem vzhodu, kjer se krepijo te avtoritarne tendence, populistične tendence, na kak način pravzaprav razumeti te kulturne boje in na kak način ponuditi neko pot skrbi, ki ne bo v teh kulturnih bojih privilegirala samo močnih subjektov. In tukaj sem potem skozi to mikropolitično dimenzijo razmišljala o tej strani umetnosti in to je potem del prvega poglavja. Zdaj, da zaključim, mislim, da bo dovolj, da še ostane kaj za branje. Knjiga se začne s tem, da lahko vsi zelo močno skrbimo, pa kljub temu nič ne naredimo. In da nam skrb pravzaprav razgrne, kako si pravzaprav na zelo neenak način delimo ta svet in kako je vsaka svoboda umetnosti pravzaprav že prepletena za serijo oblastnih razmerij. In zato se mi zdi knjiga, kot razmišljam, da je knjiga nek odgovor na to nelagodnost inflacije govora o skrbi nasploh, vendar pa tudi na neko nelagodnost vedno bolj zaostrenih kulturnih bojev, identitetnih konstrukcij in binarnega razumevanja političnosti, kjer se vedno bolj brišejo manjšinski, kompleksni in ubežniški glasovi, tako človeški kot tudi več kot človeški. In z več kot človeškimi glasovi mislim seveda na glasove živali, rastlin, atmosfere, sveta, v katerem živimo. In kaj se dogaja v tej inflaciji skrbi, paradoksalno ostanejo brez glasu natančno tisti, ki pripadajo svetovom brez politične in ekonomske moči. In paradoksalno je, da se pravzaprav to dogaja tudi v umetnosti, ki se je v zadnjih desetletjih zelo odprla za mnogoglasje različnih glasov in za pestrost, a kljub temu ti načini, kako ustvarjamo umetnost, niso spremenjeni. To zelo dobro vidimo seveda v prekarnih razmerih, v katerih umetnost se dela. In seveda je ta knjiga na nek način potem tudi reakcija na prvo analizo v knjigi Umetnik na delu, kjer sem z neko kritično analizo analizirala vse te procese dela, ki pa me je malce pustila v nelagodju, ker sem rekla, ja, ampak s to kritično analizo pravzaprav ne pridemo daleč. Spet se znajdemo v nekih skupnih vrednostih in na nek način ta knjiga tudi govori o tej prekarnosti in kaj so potrebne te invencije skrbi, ker nas seveda samo ta kritična analiza in prepoznanje tega, kar je skupno, kot sem že rekla, vprašanje je, če nam je res skupno. Vprašanje je, kakšne so te vrednosti, ki so nam skupno in kako so pravzaprav drugače povezane, ker seveda imamo zelo različne kontekste, skozi katere sodelujemo. In tako da mnogi primeri v umetnosti, o katerih govorim, nam pokažejo, kako umetnost ni več mogoče ščititi sredstvi, ki jih poznamo, pač pa potrebujemo mnogo več domišljije in v smeri, in tukaj parafraziram teoretičarko Denise Ferreira da Silva, da bomo zmožni končati s svetom, kot ga poznamo. In če končam z nekim takim sklepom, Denise Ferreira da Silva in druge teoretičarke nam odprejo neko pot, kako je potrebno razpustiti individualnosti in porabiti moči raje za kompostiranje biosfere umetnosti in zgraditi te vsakodnevne čutne, senzorne in poetično-politične atmosfere, znotraj katerih bo mogoče vztrajati v ubežništvu in hkrati nadaljevati boj. Ker tudi to je zanimivo, da, in s tem bi rada zaključila, ker seveda knjiga je šla en mesec pred grozljivo vojno, ki se zdaj dogaja, in skrb je tudi orožje.
In to je tudi poglavje v knjigi, gre za branje črnskih feministk, kako so brale skrb kot orožje, kot je Audre Lorde, Sara Ahmed, in govori o tem, da seveda skrb je orožje, zato ker moramo skrbeti za tiste, za katere nihče ne skrbi. In to je tudi dejansko orožje tega konteksta. In Audre Lorde ima tle čudovite tekste, v katerim piše o svoji izkušnji boja z rakom na dojki, o skrbi skozi izkušnjo rasizma in tako naprej. In zdi se mi, da mogoče s tem stavkom, da je skrb orožje, ki je bil tako napačno razumljen v poblagovljenem feminizmu zaposlenih belih žensk zadnjih 10 let, da bi se morali vrniti nazaj, zato ker ravno včeraj sem prebrala tekst dveh ukrajinskih umetnic, feministk, ki sta na enem blogu, Darija Dismalik in Irina Zanurjeva, ki sta na blogu objavili zelo zanimiv tekst, feministični tekst, zakaj mi kot feministke, ki beremo pravzaprav natančno to serijo avtoric, katero sem brala tudi jaz v knjigi, zakaj mi kot feministke zahtevamo orožje. In s tem bi rada končala. Hvala.